Danes v Pomurskem dnevniku. Bogračfest v Lendavi. V središču mesta zagorel avtomobil. Policisti odkrili okradeno vozilo. Bakovci na vrhu 3. slovenske nogometne lige. Vreme jutri večinoma jasno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnem Pomurskem dnevniku. V Lendavi je minulo soboto zadišalo po bograču, jedi, za katero ima vsak kuhar svoj recept. Kuharji so se zato zbrali v svetovni prestolnici bograča na največjem tekmovanju v kuhanju te jedi v Sloveniji, ki privablja na tisoče obiskovalcev. Zadnje leta se na njem pomeri okoli 100 ekip. Organizatorji tradicionalne etnokulinarične prireditve tekmovalnim ekipam vsako leto zagotovijo kotelj in drva, pa tudi sestavine, 3 vrste mesa, krompir, čebulo, česen, olje in tudi vse potrebne začimbe. Ekipe prihajajo iz Slovenije, Madžarske, Avstrije in Hrvaške. Vsako leto pa skuhajo več kot 5000 litrov bograča. Prireditev Bogračfest veliko pomeni tudi sami občini Lendava. Smo se orientirali na turizem in je, mislim, da ta največja turistično-promocijska prireditev. Ampak vse ne gre za to, gre za paket prireditev in gre za aktivnost in vzdušje, ki ga moramo prenesti nekako v nek celoletni proces. Tako da vztrajamo na tej svoji poti in vsaj po moji oceni je vsako leto boljše in vsako leto bolj učinkovito. Lendava je svetovna prestolnica bograča. Povejte nam pravzaprav, kaj vam bograč tukaj pomeni? Predvsem bom povedal, kaj ta svetovna prestolnica pomeni. Torej, Slovenci nekako premalo humorja premoremo in seveda v tej svetovni prestolnici bograča je veliko resnega namena, torej pa tudi veliko humorja, ki ga je pač dr. Türk na svojstven način, na njemu značilen način prinesel v Lendavo. Bograč je tradicionalna jed, torej če turisti vprašajo, zakaj bi prišli v Lendavo, se takoj pove terme, vina, kulinarika in seveda kultura. Bograč kot jed je v lendavski kulinariki pomemben mozaik. O bograču pa govori že srednjeveška legenda. Bi si zaslužilo tudi ene resne raziskave. Pač jaz poznam legendo srednjeveško, ko so pravzaprav v Strehovskih goricah in v tem delu uplenili divjad in so to jed pripravljali v goricah. Tako je tudi o bograču bilo vedno družinsko druženje, bograč se je kuhal o praznikih, ob trgatvah in tako se je to prineslo na Lendavske ulice, ki pa dajejo čudovito kuliso, meščansko kuliso in daje še en poseben čar. Kot že omenjeno, je prireditev obiskal tudi nekdanji predsednik Republike Slovenije Danilo Türk, častni občan svetovne prestolnice bograča. Jaz sem vedno tu ob teh dnevih, to je prijeten čas, ko se končajo dopusti in seveda Lendava je nekaj posebnega. Veste, Lendava ne samo, da je svetovna prestolnica bograča, je edino mesto v Sloveniji, ki ima sinagogo, ki funkcionira, je edino mesto, ki ima tudi razstavo Picassa, ki je pomemben umetniški dogodek in kmalu bo to edini kraj z novim razglednim stolpom, ki je narejen po arhitektonskih zahtevah 21. stoletja. Skratka, Lendava je nekaj posebnega, je na odlični lokaciji in ima veliko prihodnost. Cvrčanje čebule, lupljenje krompirja in priprava mesa. V kotlih omamno brbota in Lendavo zajame slasten vonj po bograču. Dober bograč se začne od začetka z čebulo, te pa meso pomale divjačina in še na koncu svinjsko. Pri kuhanju ne manjka niti skrivnih sestavin, plesa in dobre volje. Pa je tudi malo pikanten, ima eno super aromo, fajn okus ima in da se tudi pojesti. A kuharji ne izdajo svoj skrivnosti priprave te tradicionalne jedi. Letos je v svetovni prestolnici bograča kuhalo 109 ekip. Svoje brbončice pa je prišlo razvajati več kot 10 000 ljubiteljev bograča. Tekmovanje je prestižnega pomena, ker se ekipe izjemno dobro pripravljajo. Torej zadnjih 3-4 leta ali 5 let smo opazili zelo dobro organizacijo ekip, ki skrbijo pravzaprav za vse, za sam izgled tekmovališča, za izjemne okuse bogračov, za higieno in čistočo. Torej pripravljene bograče ponujajo tudi obiskovalcem, tako da pravzaprav ne gre zgolj samo za tekmovanje, pač pa je to bistvenega
prestižnega pomena. Mešajmo, prvi, drugi, akcija! Receptov je namreč toliko, kot je kuharjev, vsak zase edinstven in vsak po svoje okusen. Komisija dejansko ocenjuje izgled, gostoto, potem barva pravega bograča, naprej pa je največja teža na okusi. Se pravi, vse sestavine morajo biti primerno dušene, dober harmoničen okus, prijetno pikanten, takšne, ki si ga z veseljem bi naročili porcijo, pa tudi pojedli. In dobre porcije bograča se prav nihče ne brani, saj gre za tradicijo, ki je še danes opevana. Tako ni nič čudnega, da eden najpomembnejših kulinaričnih praznikov v tem koncu Slovenije postaja vsako leto večji in zanimivejši za turiste. Ognjeni zublji so hitro zajeli motorni prostor parkiranega avtomobila. Nekaj minut pred 9. uro zjutraj je na Kardoševi ulici v središču Murske Sobote zagorelo parkirano osebno vozilo znamke Ford. Ognjeni zublji so hitro zajeli motorni prostor, pogasili pa so ga šele gasilci prostovoljnega gasilskega društva Murska Sobota. V požaru ni bil ranjen nihče, nastala je le gmotna škoda. Vzrok požara zaenkrat še ni znan. Število zaposlenih učiteljev, vodstvenih in strokovnih delavcev v osnovnih šolah od sprejetja zakona za uravnoteženje javnih financ leta 2012 upada, medtem ko v srednjih šolah upada že vsaj 7 let. V šolskem letu 2013-2014 je bilo v osnovnih šolah zaposlenih 18.803 učiteljev, vodstvenih in strokovnih delavcev, v srednjih pa 7.125. Na spletnih straneh Statističnega urada so dostopni podatki o zaposlenih učiteljih, vodstvenih in strokovnih delavcih v osnovnih šolah od leta 2001, o zaposlenih na srednjih šolah pa od leta 2008 naprej. Omenjeni podatki kažejo, da je bilo v osnovnih šolah leta 2001 zaposlenih 16.500 učiteljev, vodstvenih in strokovnih delavcev, nato pa je ta številka do leta 2011 počasi naraščala. V šolskem letu 2011-2012 je bilo v osnovnih šolah zaposlenih že 19.085 učiteljev, vodstvenih in strokovnih delavcev. V šolskem letu 2012-2013 je po sprejemu zakona za uravnoteženje javnih financ število zaposlenih začelo upadati. Nekoliko drugače se številke o zaposlenih gibljajo v srednjih šolah, kjer število učiteljev, vodstvenih in strokovnih delavcev upada že vsaj od leta 2008. V šolskem letu 2008-2009 je bilo tako v srednjih šolah zaposlenih 7.964 učiteljev, vodstvenih in strokovnih delavcev. V šolskem letu 2013-2014 pa je njihovo število padlo na 7.125. Podatki Statističnega urada sicer kažejo, da je poklic učitelja izrazito feminiziran. V šolskem letu 2013-2014 je bilo tako med učitelji, vodstvenimi in strokovnimi delavci v osnovnem šolstvu 16.427 žensk, kar je 87% in 2.376 moških. V srednjem šolstvu pa 4.761 žensk oziroma 67% in 2.364 moških. Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor so minuli petek med upravljanjem kontrole prometa odkrili ukradeno vozilo. Na avtocesti A5 Maribor-Murska Sobota so policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor ustavili 36-letnega Poljaka, voznika tovornega vozila. Poljak je v tovornem delu vozila prevažal vozilo visokega cenovnega razreda znamke Land Rover tip Evoque. Med kontrolo in ogledom vozila so policisti ugotovili, da številka šasije na vozilo Land Rover ne ustreza oziroma nima lastnosti originala in da je le-ta manipulirana. Pri podrobnem pregledu vozila so nato odkrili originalno številko šasije, s pomočjo nje pa da je bilo vozilo 7. junija letos ukradeno v Republiki Italiji. Policisti so poljskemu državljanu vozilo zasegli in ga kazensko ovadili okrožnemu državnemu tožilstvu v Mariboru. Nogometašice Pomurja so dosegle drugo zmago. Veržejčani so ponovno izgubili doma, Mura pa je pometla z Rakičanom. Vrh 3. lige Vzhod presenetljivo zasedajo Bakovci. V drugem krogu prve slovenske ženske nogometne lige so Beltinčanke z 1-6 v gosteh premagale Ankaran. Tjaša Tibovt in Anja Prpa sta zadeli po dvakrat, po enkrat pa Bradičeva in Čončeva. Drugi poraz doma so doživeli Veržejčani, ki so pred 200 gledalci z 0-1 klonili proti novincem v ligi Zarici iz Kranja.
Edini zadetek je dosegel Sujić že v prvem polčasu. V Ljutomeru 100 gledalcev ni videlo zadetkov. Največje presenečenje so pripravili Bakovci, ki so doma premagali lanske prvake iz Odrancev. Domačini so do zmage prišli v zaključku tekme in tako zasedli vrh lestvice 3. lige Vzhod. Nov poraz je doživela Nafta, boljši so bili nogometaši Čarde. Mura je nadigrala Rakičan, vsi zadetki so bili doseženi že v prvem delu. Hat-trik pa je uspel bivšemu igralcu Rakičana Mihaelu Karasu. Čerenšovci so do prve zmage prišli v Gradu. V Poljani je novinec v ligi remiziral s Tromejnikom in zaseda visoko 4. mesto na lestvici brez poraza. Derbi kroga se je igral v Beltincih, kjer so pred več kot 500 gledalci slavili domačini s 3:1. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Pihal bo jugozahodnik, več pa v nadaljevanju. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 33 stopinj Celzija. Opoldne ste v Radencih namerili 24 stopinj, v Krinskem parku Goričko 25 ter v Lendavi in Murski Soboti 26 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti 17 in Mariboru 18 stopinj, najvišje dnevne pa se bodo pogibale okrog 32 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v severni in deloma v osrednji Sloveniji se bodo čez dan začele pojavljati kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo zapihal severovzhodnik. Začelo se bo hladiti. V četrtek bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Temperature v prihodnjih dneh se bodo tako v naših krajih dopoldan gibale med 14 in 18 stopinjami, popoldan pa med 23 in 28 stopinjami. Toliko smo pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Z nami bodite tudi jutri. Nasvidenje.